Lepo pozdravljeni. Tokratni oddaji ne bomo veliko pihnili mimo, če rečemo, da bo oddaja orgelsko obarvana. Zato pa bomo raje pihnili v orgle, prisluhnili njih zveno, za predstavitev in pa seveda igranje pa bo poskrbel kar današnji gost. To je gospod Matej Podstenšek, ki, kot boste videli, marsikaj ve o orglah. Matej, dobrodošli med nami. Dober dan, lep pozdrav. Pa mi za začetek povejte, kako ste se srečali z orglami oziroma odkot sploh ste, kje se je to vse začelo? To je v bistvu kar dolga zgodba, sega nazaj v moje otroštvo. Prihajam namreč iz glasbene družine, iz Slovenj Gradca. Moj oče je organist v tamkajšnji župnijski cerkvi. In v bistvu, še ko sem bil majhen, smo v bistvu sestro ves čas spremljala očeta na kor. Tudi moja mama pa je pri župnijskem zboru. Z sestro smo pač v bistvu dala to, bi rekel, standardno proceduro skozi, se pravi, ob osnovni šoli sva v bistvu oba obiskovala tudi glasbeno šolo. Tam sem se učil klavir. Po koncu osnovne šole pa v bistvu me je nekako minilo veselje do glasbe, ampak potem ni trajalo dolgo, da sem se zadeve spet lotil. Namreč v 3. letniku gimnazije sem prišel sem v Maribor in se je tu ponudila priložnost, da sem pričel obiskovati orglarsko šolo. Ne vem, kaj je bil konkretni razlog, verjetno sama priložnost, da sem lahko obiskoval orglarsko šolo, ampak tudi nekje ti spomini, ta navezanost na orgle še iz otroštva, neka radovednost in želja v končni fazi obvladati ta inštrument. Sicer takrat, ko sem se lotil igranja na orgle, nisem imel zdaj nekih načrtov se resneje potem tudi kasneje v življenju s tem ukvarjati, ampak je pač priložnost vseeno nanesla na to, da me je potem potegnilo kar konkretno v te vode. Dejansko po opravljeni maturi sem potem odšel na študij v Gradec. Tam sem se vpisal na Univerzo za glasbo in uprizarjajočo umetnost na smer cerkvena glasba. In seveda so pač orgle v bistvu kar pomemben del tega študija, ampak hkrati v sklopu študija cerkvene glasbe človek spozna še marsikaj drugega, od zborovodstva, kompozicije, gregorianike, liturgike, pač dejansko vsa področja, ki jih ni malo, s katerimi ima nekdo kot cerkveni glasbenik potem opravka v sami praksi. In so tudi neobhodne za izvajanje in za spremljanje bogoslužja? Jaz bi rekel, da ja, Sicer včasih ima človek malo občutek, vsaj kar se, ne vem, če malo kritično v slovenskih razmerah spregovorim, da pač... Malo se pa že spodobi. V bistvu, ja, razmere niso pač do konca urejene. Velikokrat je pač tako, da je župnik tisti ta glavni, določa, kaj se bo pelo, organist pa, ja, v končni fazi včasih že vseeno, a sploh ve, kaj o liturgiji, ker pač tako kot župnik pove, tako običajno mora biti. Oziroma, če se prav spominjam, tudi na nadškofiji obstaja komisija, ki se s temi stvarmi ukvarja. Ja, dejansko vsaka od slovenskih škofij ima svojo komisijo za liturgijo in cerkveno glasbo. Tudi član te komisije, ja, v bistvu sem že kar nekaj let tudi član te komisije. Te komisije imajo v bistvu različne naloge, med drugim pač skrbijo nekje za izpopolnjevanje in dodatno izobraževanje cerkvenih glasbenikov iz tiste konkretne škofije oziroma v tem primeru iz mariborske nadškofije. Aha, kaj pa potem liturgični, se pravi, nasveti, usmeritve glede na posameznega? Ja, meni osebno recimo se zdi izrazito pomembno, da ne rečem odločilno, da dejansko jaz kot cerkveni glasbenik oziroma organist ali kakorkoli že imenujemo ta poklic, natančno vem, kaj počnem pri maši ali pri kakršnikoli drugi obliki bogoslužja, da natančno vem, katere pesmi, kak tip glasbe pride v poštev pri določeni vrsti bogoslužja, odvisno seveda od časa cerkvenega leta, odvisno od neke čisto konkretne priložnosti.
da vem, da če je liturgično besedilo tako, da recimo, ne vem, slava, svet, da ne bom potem namesto tega pel nekaj čisto drugega, ne. Da vem, da čisto konkretno med opojimno ne bom pel Marijinih pesmi, mislim, taka čisto banalna stvar, ki pa žal, bom rekel, marsikateri cerkveni glasbenik ne ve ali mogoče premalo upošteva in včasih je človek priča potem enim situacijam, ko glasba pri bogoslužju bi rekel, ni več sestavni del bogoslužja, ravno z tega vidika, zato ker enostavno se premalo pozornosti posveča izboru pesmi, izboru glasbe, ampak se pač vzamejo neke stvari in ima potem človek občutek, da pač glasba res tu samo nekje za okras. Kaj pa nam sporoča, kaj pa je v bistvu vsebina tega, kar pojemo, da to pa je potem mogoče, da ni tako pomembno. Oziroma, ali duhovniki tudi vejo sploh, koliko so oni seznanjeni s temi stvarmi na glasbenem področju? Ja, duhovniki dejansko dobijo v sklopu študija teologije, če tako rečem, kompletno liturgično izobrazbo, ne. Se pravi, duhovniki sami že prav dobro vejo, ampak včasih je pač tako, da ne vem, v komunikaciji s cerkvenim glasbenikom se mogoče kakih stvari ne da doseči, ali pa včasih v bistvu zelo hitro smo pripravljeni tudi na neke kompromise, ki mogoče niso več najbolj korektni. Pač nekatere stvari se dopuščajo, pa mogoče bi včasih bilo dobro, da se ne bi, ne. Če se spet še malo za hipec vrnemo v tisto zgodnjo dobo, se pravi, navdušil vas je verjetno oče za instrument. Ne vem, če bi rekel, da je zdaj on mene navdušil, dejansko me je sam inštrument, glasba kot taka na nek način očarala, potegnila vase. Gotovo je okolje, bi rekel, naredilo svoje, ne. Mislim, če nekdo, ki odrašča v družini, kjer glasba ne igra tako pomembne vloge, kot je recimo pri nas, bo verjetno ubral drugačno življenjsko pot. Pri meni je pač bilo tako in enostavno glasba sama me je v končni fazi potegnila potem, da sem se odločil, da res na nek način življenje posvetim temu, ne. Kaj pa s klavirjem kot pianist, se pravi, niste več ambicij videli v tem inštrumentu oziroma? V bistvu klavir je en čudovit inštrument z ogromno literature, mislim, res zelo lepe glasbe. Po drugi strani pa čisto tako treba reči, dejansko biti pianist danes je lahko zelo nehvaležna zadeva, ne. Bi rekel, večina glasbenikov se ukvarja ali s klavirjem ali z violino, se pravi, so v bistvu neki tisti preferirani inštrumenti, ki se jih večina otrok loti in je recimo danes mogoče kar malo težko kot pianist prodreti. Seveda ni za to razlog, da pa sem jaz zdaj iskal neko drugo rešitev, ampak pri meni je bilo enostavno tako, da kljub velikemu občudovanju do praktično glasbe za vse inštrumente, ne, tudi za klavir, me pa je vseeno orgelska glasba oziroma orgel kot inštrument še posebej nagovorila, ne, tako da sem pač v končni fazi potem tu našel eno področje, ki sem ga na nek način začutil kot svojega. Je težek ta preskok med igranjem klavirja in orgle, se pravi dodajanje okončin, ki sodelujejo pri tehniki igranja, ne? Ni lahek, ne, niti približno ni lahek. Dejstvo je, da zelo pomaga, da se človek počuti domače na sami klaviaturi, se pravi, prsti morajo tako rekoč delati sami od sebe, ne. Ker problem se namreč pojavi takrat, ko je potrebno skombinirati delo nog z delom rok, ne. Seveda obstajajo tudi samo manualne orgelske skladbe, ampak kljub vsemu, bi rekel, čar igranja na orgle je ravno v tej kombinaciji, v skupnem delu rok in nog, ne. Plus tega pa je še potem pretikanje registrov in podobne dodatki, ne? Ja, to je v bistvu kar
kar izziv lahko včasih, ne. Seveda je odvisno tudi od tipa orgel, s katerimi ima človek opravka, ne. Imamo pač inštrumente, ki so povsem mehanski, se pravi, je res treba potegniti vsak register posebej, da človek pač dobi drugo barvo, drugo jakost zvoka. Obstaja pa seveda tudi večji inštrumenti z različnimi, danes običajno elektronskimi pomagali, tako imenovanimi registrskimi kombinacijami, kjer pač človek preprosto pritisne na gumb in se vklopi druga kombinacija, pač tista, ki jo v tistem trenutku potrebuješ, ne. Je pa tudi zelo različno, ne. Recimo za igranje pri bogoslužju je treba kar večkrat prilagoditi zvok inštrumentov oziroma pa zvok orgel za spreminjanjem registrov. Medtem ko pri igranju literature pa je zelo različno, ne. Obstajajo skladbe, pri katerih se registracija skozi skladbo ne spreminja, in pa druge skladbe, kjer je polno teh sprememb, a ne. Tako da včasih je v bistvu nujno, da ima človek ob sebi pomočnika registranta, ki skrbi za to, da obrača liste, se pravi note, in skrbi za spreminjanje registrov, ne. Kako res izgleda notni zapis, se pravi, vsak manual posebej plus za... V bistvu notni zapis za orgelsko glasbo si lahko predstavljamo kot sistem notnega črtovja za klavir, se pravi, v bistvu zgornji sistem z violinskim ključem, spodnji sistem z basovskim ključem in potem še en dodatni spodnji sistem, še eno notno črtovje tudi z basovskim ključem, ne. Ta spodnji sistem je potem namenjen ravno pedalu. In glede na to, da pač pedal obsega ravno to nizko lego, je ta stvar napisana potem v basovskem ključu. Tako. No, vmes v času študija in usposabljanja ste tudi dosti tekmovali. Dosti je mogoče pretirano, ne. Pač ta tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov se pač sicer prirejajo vsako leto, ampak ne pridejo vsako leto isti inštrumenti na vrsto, ne. Tako da mislim, da orgle, da je nekje vsaki 2 ali 3 leta, da so potem ta tekmovanja. To je enostavno čisto tako nanesla situacija, da sem pač med študijem, da so bila ta tekmovanja in je to po svoje bil neki izziv se tega udeležiti in tudi priložnost se spopasti z neko novo situacijo. Človek mogoče potem določeno stvar le na drugačen način pripravi, mogoče še malo bolj temeljito, kot če recimo zdaj neke skladbe ne bi bilo potrebno na tekmovanju zaigrati. Tudi na mednarodni ravni ste tekmovali? Spet čisto naključje, ne. Mislim, da je bilo leta 97 ali 98, da je v Ljubljani potekalo mednarodno tekmovanje mladih organistov oziroma orglavcev in kot v bistvu zmagovalec v svoji kategoriji iz državnega tekmovanja iz preteklega leta sem pač potem imel možnost sodelovati tudi na tem mednarodnem tekmovanju. Se pravi, lahko bi rekli državni prvak v orglanju? Ja, ampak v bistvu je s tem, se pravi, to je bilo eno konkretno leto v eni starostni kategoriji, tako da jaz temu ne bi v bistvu nekega posebnega pomena pripisoval. Aha, v redu, ja. No, od leta 1998 pa ste tudi član Mednarodnega združenja za, kako se reče, himnologijo. Za himnologijo, ja. Tudi to je ena stvar, ki se je nekako razvila sama od sebe v teku študija. Namreč področje, ki sem ga prej pozabil omeniti v sklopu cerkvene glasbe, je tudi ukvarjanje z cerkveno ljudsko pesmijo, ne. To je mogoče eno področje, ki je v Sloveniji kar malo zanemarjeno, je mogoče malo prehudo rečeno, pač obstaja enih par raziskovalcev, strokovnjakov, ki so se s tem področjem ukvarjali, ampak v primerjavi recimo z nemškim prostorom, kjer je to področje posebej razvito, nas je kar malo, ne. Pač takrat je nanesla priložnost, da je eden izmed profesorjev mojih v Gradcu na nek način me povabil, da se udeležim ene konference tega združenja, ki je bilo takrat v Yorku, v Angliji. In na tak način sem v bistvu potem sem malo bolj
tudi poglobil v to področje. Potem naslednji korak je pa bil recimo tudi to, da sem v sklopu zaključne naloge pri študiju pač obdelal eno himnološko temo. Takrat sem se ukvarjal z slovenskimi pesmarici na področju takrat v bistvu Škofije Gradec v prvi polovici 19. stoletja. Ne. In tudi kasneje v bistvu še nadaljujem z raziskovanjem cerkvenih pesmaric in pesmi iz obdobja 18. in 19. stoletja. Nekega dne bi naj iz tega nekaj bolj konkretnega nastalo. Publikacija kakšna? Ja, o tem bo že pravi čas prišel, da bo. Ja. Vredo. Se pravi, himnologija, za kakšno, bolj konkretno, za kakšno vedo gre pravzaprav? V bistvu nekdo, ki sliši besedo himnologija, bo seveda takoj pomislil na besedo himna. Ne? Ja? Nekdo, ne vem, običajen človek pod himna razume predvsem državno himno, ne? Ampak konkretno v tem primeru gre enostavno za izpeljanko iz latinščine, ne? In konkretno gre za raziskovanje cerkvenih ljudskih pesmi. Himna sicer označuje še en drug tip pesmi, to je v molitvenem bogoslužju se uporabljajo himne, ampak kot rečeno, himnologija danes je v prvi vrsti raziskovanje cerkvenih ljudskih pesmi v narodovem domačem jeziku. Ne. V redu, ste pa tudi ustanovni član Slovenskega orgelskega društva. Kakšno vlogo pa ima to društvo in kakšno vlogo imate znotraj njega? V bistvu danes nisem več tako zelo povezan z orgelskim društvom kot takrat v tem prvem obdobju. Mislim, da je bilo društvo ustanovljeno leta 2001, sem se verjetno zmotil. Pač že kar nekaj časa deluje, kar uspešno na področju promocije orgelske kulture pri nas. Pač na nek način še vedno spremljam, kaj se dogaja, kaj prireja to društvo, ampak danes nisem več tako aktivno soudeležen pri teh stvareh, kot v tem začetnem obdobju delovanja društva. Je pa še vedno društvo? Društvo je zelo aktivno, Slovensko orgelsko društvo. V bistvu vsako leto prireja Slovenski orgelski dan, na katerem so različna predavanja, koncerti, potem prirejajo razne poti, konkretno, mislim, da zdaj v kratkem se pripravlja orgelska pot po severni Italiji, kjer se bojo pač udeleženci ogledovali inštrumente na tem področju, in pa potem je še poletni orgelski cikl, v katerega je vključenih nekaj orgelskih koncertov pač na različnih prizoriščih po Sloveniji. V redu, še se vrnemo k pogovoru. Sedaj pa bomo, dragi gledalci, prisluhnili orglam, na katere nam bo zaigral kar naš gost. Ker v studiu žal nimamo orgel, se bomo za nekaj minut preselili v cerkev Svete Barbare v Zgornji Koreni. Skladba, ki jo bomo slišali, pa nosi naslov Christ, lag in todes banden. Gre za koral, ki ga je napisal Johann Sebastian Bach. Pa prosim, da ji kar prisluhnimo.
Tako, spet smo nazaj v Mariborskem studiu, z mano je še vedno Matej Podstenšek. Pa me zanima, prej ste omenili, da raziskujete glasbo, ravno slovensko glasbo ljudsko 18. in 19. stoletja. Upam, da sem se prav spomnil. Malo vas bom popravil. Ja? V bistvu ne gre za ljudsko glasbo, gre za raziskovanje slovenske cerkvene ljudske pesmi. Ne. Ljudska pesem tako. malenkost navede na en drug tip glasbe, Ja. Ampak dejansko gre za pesmi, ki jih ljudstvo, se pravi verniki, pojejo pri bogoslužju. Za razliko od repertoarja, ki ga recimo poje pevski zbor. Ne. Pač pri vsakem bogoslužju so določene pesmi, ki jih pojemo vsi, to so cerkvene ljudske pesmi, in seveda določene stvari, ki jih pač potem poje sam zbor. Te pesmi v bistvu imamo Slovenci še v bistvu iz srednjega veka. Ne. Od takrat so ohranjeni najstarejše rokopisne pesmarice oziroma v rokopisih zapisi pesemskih besedil. Tako staro je že pravzaprav vse. Ja. V bistvu je to kar eno zanimivo področje, vsaj za mene, ker se pač malo bolj konkretno z njim ukvarjam. Kot sem že omenil, še nekaj pride raziskano. Omenil bi tu predvsem gospoda profesorja Marjana Smolika, ki je tu res pomembno prispeval k raziskovanju tega področja. V zadnjih letih tudi dr. Edo Škulj, ki je napisal nekaj knjig na to temo o slovenski cerkveni ljudski pesmi in njenih napevih, besedilih. Sam se konkretno ukvarjam z prevodi nemških cerkvenih pesmi v slovenščino. Ne. Danes pač recimo pojemo nekatere pesmi pri bogoslužju, za katere smatramo, da so slovenske pesmi, v resnici pa je njihov izvor oziroma njihove korenine so v nemški cerkveni pesmi. Ne. Čisto konkretno, recimo zahvalna pesem Tebe Boga hvalimo, ne. Hvala večjemu Bogu. Je v bistvu prevod nemške pesmi Großer Gott wir loben dich. In teh pesmi je v bistvu še kar nekaj. Ne. Konkretno v tem obdobju... Michael Haydn, če se spomnim, je napisal. To je napačen podatek. Napačen celo? Ja. Dejansko avtor besedila te pesmi, se pravi nemške pesmi Großer Gott wir loben dich, je v bistvu duhovnik Ignaz Franz, doma iz Šlezije, živel v 18. stoletju. In v drugi polovici 18. stoletja smo dobili v bistvu že prevod te pesmi v slovenščino. Za ljubljansko področje je to pesem prvi prevedel Jurij Japelj. Za ta štajerski konec pa nekdo, ki ga mogoče danes praktično ne poznamo, Leopold Volkmer, ki je v bistvu napisal res prav poseben prevod te pesmi v štajerskem narečju, ki se je pač potem uporabljal na tem koncu. V bistvu je bilo zanimivo, ta prevod, kot sem omenil, je nastal konec 18. stoletja, ampak sem pred kratkim našel eno pesmarico iz leta 1908, kjer je pod to ljubljansko varianto besedila, ki je pač natisnjeno v pesmarici, z roko podpisana še ta Volkmerjeva varianta, tako da sklepam, da se je dejansko na Štajerskem ravno ta prevod kar dolgo ohranil, v bistvu vse do začetka 20. stoletja. Je bil udomačen že v uporabi? Gre za to, da enostavno v tem času smo Slovenci na posameznih področjih govorili zelo različne dialekte. Ne? In je bilo v bistvu tudi kar nekje sporazumevanje oteženo, oziroma, tako bi rekel, stvari, ki so bile natisnjene recimo v Ljubljani, poznamo poročila, ne, da so jih označili za neuporabne na štajerskem koncu, ravno zaradi toliko drugačnega jezika, ne, in obratno. Slučajno sem se spomnil, recimo, kako pa je bilo v Prekmurju z tem prevajanjem, glede na to, da Prekmurje ni bilo v Avstro-Ogrski, se pravi, je tam cerkvena glasba, sploh pa orgelska, drugače
bila pod drugim vplivom. Zdaj ste me malo našli, pač Prekmurje ni moja, mislim, Ja. s tem se nisem ukvarjal do zdaj nikoli bolj konkretno, kolikor sem pač med delom uspel zaslediti, ima seveda tudi Prekmurje zelo dolgo tradicijo svojih slovenskih cerkvenih pesmaric. O orgelski glasbi se ne bi upal nič povedati, mislim, vsaj ni mi znano, da bi tam zdaj kaj med slovenskim prebivalstvom nastajalo. Vem, lahko pa govorimo o dolgi in bogati tradiciji slovenskih cerkvenih pesmaric v Prekmurju. Kljub temu, da je pač Prekmurje bilo dejansko do konca Prve svetovne vojne pod Madžarsko. Ne. Bi lahko rekli, da je, se pravi, slovenska ta ljudsko-cerkvena glasba črpala tradicijo pravzaprav iz nemških dežel? Velik del, ne. Človek bi pričakoval recimo, da bo nekje na Primorskem čutiti nek večji vpliv italijanskega področja, ampak temu ni tako, ne, iz čisto preprostega razloga, ker romanske dežele nimajo te tradicije cerkvenega petja kot germanske dežele, ne. Se pravi, če govorimo o Italiji, Franciji, Španiji, ne, to je pač eno področje, kjer je vse skozi bil zelo živ gregorijanski koral, ni pa prišlo do tega razvoja cerkvenih ljudskih pesmi, kot recimo v nemško govorečem področju. V Nemčiji je pač to seveda zelo močno povezano tudi z razvojem protestantizma, ker je pač cerkvena pesem ravno pri evangeličanih, pri protestantih igrala izrazito pomembno vlogo, ne. In posredno pa seveda vzporedno pri katoličanih, ne. V bistvu evangeličanska, katoliška cerkvena pesem sta pač tudi medsebojno vplivali druga na drugo, ampak živeli na nek način tudi vzporedno, ne. Tudi če bi samo orgle kot instrument pogledali, so zelo povezane z nemškim tem kulturnim oziroma verskim prostorom, veliko bolj kot v Italiji, na primer, ne? Ja, recimo, ja, kar se orgel tiče, je zadeva spet nekoliko drugačna, ne. Ja. Namreč praktično vse, bi rekel, pomembnejše evropske države oziroma pač kulture, se pravi od Italije, Španije, Francije, Nizozemske, Anglije, Nemčije, praktično v vsaki od teh držav oziroma pač v vsakem od teh kulturnih krogov, bi človek rekel, ne, so se razvili tako zelo specifični inštrumenti, se pravi, lahko govorimo o italijanskih orglah, ki so čisto nekaj drugega kot francoske orgle ali nemške orgle, ne, in pa seveda o pripadajoči orgelski glasbi, ne. Na razvoj orgelske glasbe na teh področjih pa je vplivala tako oblika inštrumentov kot uporaba orgelske glasbe, ne. Se pravi, v Nemčiji so se orgle zelo močno uporabljale ravno pri protestantskem bogoslužju. Poznamo celo vrsto, če se pač, ne vem, ostavimo ravno pri Johannu Sebastianu Bachu, ne, celo vrsto koralnih prediger oziroma priredb koralnih melodij, ki jih je ustvaril, in te stvari so se dejansko vse igrale pri bogoslužju, ne. V katoliški cerkvi so bile stvari malenkost drugačne, tu je mogoče bilo malo več improviziranja, spremljanja z samo orgelsko glasbo, tihih maš, v bistvu zelo različno, ne, zelo različno. So bile na slovenskem kulturnem prostoru tudi tako, bi rekel, popularne te sakralne pesmi teh znanih skladateljev, ki jih imamo danes za klasike? Ali je to res samo bolj za nemški prostor? O tem si v bistvu ne upam reči, ker enostavno tega področja ne poznam dovolj dobro. Po svoje gotovo, ne. Seveda pa so v Sloveniji vse skozi živeli slovenski ustvarjalci oziroma, bi rekel, tuji ustvarjalci, recimo, ki so prišli iz češkega ali nemškega prostora in so potem delovali pri nas. Med temi gotovo treba omeniti recimo
Antona Försterja, ki je deloval konec 19. v začetku 20. stoletja v Ljubljani. Ne. Se pravi, cela vrsta slovenskih avtorjev, ki so bi rekel, v večji meri zaznamovali slovensko cerkveno glasbo, kot pa zdaj recimo neki klasični avtorji, kot so Mozart in Haydn in podobni. Ne. Dobro. No, sedaj pa predlagam, da se še osredotočimo malenkost na same orgle kot inštrument, in sicer velja znani rek, da je to kraljica inštrumentov, in če ravno vemo, zakaj mogoče je to tako, me kljub vsemu zanima malo bolj, kako je do tega vzdevka prišlo. Ja, ta znani rek v bistvu izvira iz enega Mozartovega pisma, mislim, da je pisal svojemu očetu, da je ravno imel priliko neke orgle preizkusiti in je bil pač toliko navdušen na tem inštrumentu, da je takrat se mu je ta stvar zapisala, bi človek rekel. Ne. Ampak se je kar prijelo, ne, v bistvu govorimo o kraljici vseh inštrumentov. Ja, zakaj? V končni fazi orgle so inštrument z največjim glasovnim razponom. Se pravi, noben drug inštrument ne zmore tako nizkih in tako visokih tonov hkrati. Ne. Je inštrument, ki v bistvu, iz katerega lahko izvabimo izrazito tihe, mile zvoke, in po drugi strani je v bistvu inštrument, verjetno ni drugega inštrumenta, ki bi tako mogočno zapel kot polne orgle. Ne. To so, bi rekel, tudi neki poglavitni razlogi, zakaj so orgle postale na nek način domač inštrument cerkve. Ne. Enostavno ta njihov glas, ki je po drugi strani še se izkazal kot posebej primeren za spremljanje petja. Ne. Tako da so pač dejansko orgle res na pomemben način zaznamovale bogoslužje, cerkveno glasbo, bogoslužno glasbo. Ravno to se mi zdi zanimivo. Orgle kot inštrument, ponavadi so inštrumenti, bi rekel, multipraktični, kar se tiče zvrsti, ampak to, ko pa pomislimo na orgle, pa takoj dobimo asociacijo na cerkev, na bogoslužje. Kako to, da se ni tako uveljavil inštrument recimo v posvetni glasbi? Ja, ta asociacija je po svoje malo pavšalna, ne? Ja. Ker dejstvo je, da obstaja za orgle zelo veliko čisto koncertne glasbe, ne, ki praktično, bi rekel, nima v cerkvi kaj iskati, ne. Ampak po drugi strani pa seveda to glasbo le malo kdo pozna. Mislim, to so pač precej specifične zadeve. Mi organisti vemo, kaj vse je bilo napisano za orgle, kaj vse se da na orgle igrati, in nazadnje lahko jaz v bistvu na orgle improviziram v zelo različnih stilih, ne. Se pravi, tudi na tak način, da človeku ne bi ravno prišlo na pamet, da tak način v cerkvi pri maši igrati. Seveda. V redu. Sedaj pa, če razdreva orgle narazen, kateri so tisti glavni sestavni deli, da pojasnimo tudi nekaterim poslušalcem, ki morda še ne poznajo toliko inštrumentov? Ja, zato, da v orglah nastane zvok, je potrebnih kar nekaj sestavnih delov, ne. Za orgle pravimo, da so aerofon. Ta oznaka pomeni, da gre za inštrument, pri katerem zvok nastane s pomočjo zraka. Namreč v orglah gre čisto z fizikalnega stališča za to, da zrak niha v piščalih. Se pravi, moramo imeti v orglah vir zraka, to je danes običajno električni ventilator, motor, ki poganja zrak v meh. V mehu se v bistvu zrak na nek način skladišči, bi rekel, dobi tisti ta pravi pritisk, ki je potreben, potem je iz meha, glavnega meha, zrak speljan po zračnih kanalih v sapnice. Sapnice so lesene škatle, ki skrbijo za to, da zrak pride do pravih piščali, zelo preprosto rečeno, ne. Potem imamo seveda igralnik pri orglah,
ki je po svojem podoben kot recimo, če imamo pred sabo klavir. Ja. Gre za klaviaturo s tipkami, na katero igram z rokami. Za razliko od klavira je teh klaviatur običajno več. Se pravi, to je manual, bi rekli, da je ena vrsta tipk, koliko manualov ima, toliko položajev ima, se pravi, toliko tastatur. V bistvu tako je treba reči, ne. V orglah so posamezne skupine piščali nameščene na različnih mestih znotraj orgelskega ohišja, ne. Ja. In recimo, če imam jaz eno skupino registrov piščali postavljeno na eno sapnico, je s to sapnico praviloma povezana ena klaviatura, ne. Se pravi, v orglah imam glavno piščalje, ki ima svojo manualno klaviaturo, potem včasih hrbtni pozitiv, kot recimo pri teh orglah v Koreni, potem piščalje, še druge tipe piščalj, ki so pač potem povezane s svojimi klaviaturami. Kaj pa recimo materiali? Sploh včasih in še tudi danes je velik del zavzema les, se pravi kot material. Les je zelo pomemben material za izdelavo orgel. Moramo si predstavljati ogrodje v notranjosti inštrumenta, potem samo orgelsko ohišje, Ja. Potem recimo običajno so največje piščali v orglah izdelane prav iz lesa, in cela vrsta raznih drobnih delčkov, ne. Mora pa biti les pravilno pripravljen, skladiščen, sušen. Vemo, da pač les deluje, se pravi, odziva se na različno stopnjo vlažnosti, temperature v prostoru, ne. In zato je pomembno, da je pač les, ki se uporabi za izdelavo orgel, čim bolj suh, da pač, bi rekel, odleži neko svoje obdobje, da potem, ko se enkrat vgradi v orgle, ne deluje več v tolikšni meri, kljub temu, da malenkostno še vedno, ne. No, poleg lesa se uporablja tudi kovina, ne. Pri tem je seveda treba izpostaviti material za kovinske piščali. To je zlitina kositra in svinca, pri čemer je pač različen delež, recimo za piščali, ki stojijo v pročelju orgel ali v prospektu, kot rečemo, ki se svetijo, ne, Ja. ker so pač tako spolirane. Te imajo večji delež kositra, medtem ko v notranjosti orgel je potem še precej več teh piščali, kot jih pa vidimo recimo v zunanjosti. Ali se danes uporabljajo tudi kakšni bolj moderni materiali, kot recimo, kot radi govorimo o kakšnih ogljikovih vlaknih in podobno? V bistvu ste ravno zelo zanimivo iztočnico mi dali, ne. Razvoj orglarstva je ravno v 20. stoletju pokazal, ne, da eksperimentiranje na tem področju ni zdravo, oziroma praviloma ni privedlo do nekega napredka, kvečjemu nasprotno, ne. Kljub temu pa ravno ogljikova vlakna, ne, vem za nekega orglarja v Nemčiji, ki se je pač odločil uporabiti karbonska vlakna za en del v orglah, za katerega je pač ocenil, da je recimo to mogoče primeren material, posebej recimo v nekem prostoru, kjer je zelo velika vlažnost, ne, in je pač ocenil, da bo ta material v tem konkretnem primeru bolj primeren. No, zasledil sem nekje, na primer za violino, da so naredili, ne vem, ali na danskem ali nemškem ta poskus in da so bili zelo, zelo pozitivno presenečeni, da so ravno ta karbonska vlakna dala zvok violini, ki so jo celo primerjali z pravo Stradivarijevo originalno. Tako da, ne vem. V bistvu v tem primeru recimo, to mi sicer ni znano, si tudi težko predstavljam, kako je bilo to možno, ker les kot naravni material z svojimi resonančnimi lastnostmi je vseeno nekaj, na kar bi prisegal še vedno, ne. In tudi recimo, zdaj, če govorimo o karbonskih vlaknih, to ni material, zdaj, ki bi ga recimo pa bilo mogoče uporabiti za piščali, ne. Se pravi, lahko ga uporabimo za določene mehanske dele
mehanske sklope v orglah, če bi pač želeli. Ampak za same piščali, v katerih pa zvok nastaja, pa seveda ne. V redu, kaj pa recimo, če pogledamo še ene take povprečne, specifične podatke, naprimer povprečne orgle, koliko piščali imajo, kakšen razpon in podobno. Kaj so povprečne orgle? Ne? Ali pa recimo na slovenskem, ja, seveda, ne. Kako nahajate? V bistvu v Sloveniji v zadnjih dobrih 20 letih doživljamo pravi boom na področju izdelovanja novih orgel. Vse skupaj se je začelo z ustanovitvijo orglarske delavnice tukaj v Hočah pri Mariboru, nadaljevalo potem z ustanovitvijo še drugih orglarskih delavnic po Sloveniji, ki v bistvu izdelujejo tako nove orgle, kot skrbijo za stare inštrumente, se pravi restaurirajo inštrumente. In v bistvu v našem prostoru se večinoma izdelujejo inštrumenti, ki bi jih označili za manjše ali pa neke srednje velikosti. Ne. To pomeni, da imajo nekje od 15 do 25 registrov, se pravi, to pomeni različnih vrst piščali in različnih vrst zvoka. Obstaja pa seveda tudi precej večji inštrumenti, ne. Največje orgle v Sloveniji še vedno stojijo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Te orgle je leta 1981 izdelala nemška firma Karl Schuke iz Berlina. Iz čisto preprostega razloga, ker v tistem času, se pravi zgodnja 80. leta, nismo imeli sami izdelovalca, ki bi lahko en tak inštrument postavil. Ne. V tem istem letu, recimo, kot zanimivost, še pred ljubljanskimi orglami so bile postavljene tudi nove orgle v mariborski stolnici, ki jih je izdelala tudi nemška firma Walker. Odkar pa imamo v bistvu več lastnih izdelovalcev novih orgel, tu zdaj moram eno stvar razjasniti. Ne. Seveda smo imeli tudi Slovenci pred tem izdelovalce novih orgel. Na vsak način je treba omeniti orglarstvo Jenko, kot v bistvu enega zelo pomembnega orglarja, ne, ki je v bistvu v tem nehvaležnem obdobju po drugi svetovni vojni vseeno skrbel za to področje, v bistvu tudi dobavljal župnijam nove orgle, ampak so pač ti inštrumenti delovali na nekoliko drugačen način, pač tehnično zasnova teh inštrumentov, to so pnevmatski inštrumenti. Je on najstarejši, bi rekel, še delujoči proizvajalec trenutno v Sloveniji? Mojster Jenko je v bistvu pred lani, ne spomnim se, mislim, da pred kratkim umrl, žal. On v bistvu že kar nekaj časa ni več deloval, so pa v bistvu na nek način njegovo delo podedovale druge delavnice. No, za primerjavo lahko omenimo še največje orgle na svetu. Izbrskal sem podatek in sem si zapisal prav, stojijo v Atlantic City v ZDA, to je zvezni državi New Jersey, v Boardwalk Hall auditoriju, in sicer zanimivi so podatki tehnični, ima 449 vrst piščali, 337 registrov, 33.114 piščali, tehtajo pa, kaj bi to, zanemarljivih 150 ton. Se pravi, to so eni podatki. To so res monstrozne zadeve. Mislim, v bistvu je treba reči, ta inštrument dejansko sploh ne deluje v celoti. Ne. Ta inštrument pač v vseh statistikah se omenja kot največje orgle. Tudi v Guinnessovi knjigi rekordov je. V bistvu imamo danes na svetu kar nekaj teh, bi rekel, megalomanskih inštrumentov, ampak to po svojem nima nobenega smisla, ne, v bistvu take ogromne orgle. Verjetno sploh skladb ni, ki bi bile primerne, da bi izkoristile, se pravi, instrument v celoti. Seveda ne, mislim, kateri skladatelj pa razmišlja o orglah z 300-400 registri, ko piše, ne. Dobro, tu ne vem, kaj bi človek rekel, ne, ob tem. Podiranje rekordov. Ja, po svojem, ja. Tako je.
V bistvu, seveda, velikost orgel se določi glede na velikost prostora, v katerem neke orgle stojijo, ne. Zaradi tega imamo v neki majhni kapeli, ne vem, enomanualne orgle s 4-5 registri, ne, se pravi, to pomeni, da ima okrog 200-300 piščali en tak inštrument, ne. Potem pa seveda različno velike cerkve pomenijo različno velike orgle, ne. In kot sem omenil, se pravi nekje od 15 do 25 registrov je to povprečje pri nas, kar pomeni nekje med 1000-1500, maksimalno 2000 piščali v takih orglah, ne. Zanimivo. V redu, spet bomo prisluhnili orglam, in sicer pesem Vater unser in Himmelreich skladatelja Georga Böhma. Prosim. Spet smo nazaj.
No, vaša trenutna zaposlitev se nanaša na orglarsko delavnico Maribor. Pa me zanima, koliko časa ste že tam zaposleni in kakšno je vaše delo? Ja, v orglarski delavnici sem še relativno svež. Tam sem se zaposlil v začetku leta 2009. Nekako se je pač ponudila ta priložnost, oziroma v sami delavnici se je pokazala potreba in ja, od takrat se je pač malo spremenilo življenje, ne, mislim pač več pozornosti seveda posvečam orglam kot prej, kljub temu, da pač sem že prej imel na različne načine vedno znova opravka z orglami, ne, ampak zdaj pa je v bistvu to na nek način moja stalnica, ne. Pač, glavni poklic morda. Seveda, mislim, to je pač nekaj, kar človeku daje vsakdanji kruh v končni fazi, ne, ampak na srečo lahko rečem, da so orgle res neka stvar, ki me toliko zanima in se mi zdi toliko toliko interesantna, da se vsak dan znova rad spopadam z izzivi, ki pač so povezani s tem mojim delom tam. Se pravi, vaše delo pa zajema zelo različne stvari, ne. V bistvu imamo v delavnici delo razdeljeno na nek način po skupinah, ne. Imamo sodelavce, ki skrbijo za posamezne sklope, se pravi izdelava lesenih piščal, izdelava kovinskih piščal, sapnic, ogrodij v hiši, igralnikov, se pravi pač v bistvu vseh teh delov, ki so v vsakih orglah, ki sem jih že prej naštel. Moje delo je tu na nek način povezovalno, se pravi, oziroma tako bi rekel, ne, ko se pojavi potreba oziroma da je treba recimo neki župniji pripraviti ponudbo, če se župnija odloči za izdelavo novih orgel ali se odločijo za obnovo svojega starega inštrumenta, sem jaz potem tisti, ki se pač običajno odpravim tja, si ogledam situacijo v župniji, se pogovorim z pristojnimi, z organistom, župnikom, in potem pripravim nek predlog, kakšne bi naj bile te njihove nove orgle, ne. Če potem pride na nek način do sklenitve posla, bi temu rekel, ne, potem pripravim v bistvu vse detajle, glede zasnove teh orgel in potem na nek način skrbim, svetujem, kako naj se določene stvari rešijo, če se pojavi kak problem oziroma kako vprašanje, kako določene zadeve narediti in potem na nek način spremljam nastajanje orgel. Koliko poslov takšnih pa sklenete recimo povprečno na leto, na primer bodisi da gre za nove orgle, bodisi da gre za restavriranje? V bistvu orglarska delavnica Maribor deluje od leta 1989, je začela kot sorazmerno velika delavnica z 40 zaposlenimi. Trenutno je število zaposlenih predvsem manjše, mislim, da nas je trenutno okrog 16-17. Tako da recimo, če pogledate seznam inštrumentov, ki so nastali v delavnici, je v tistih prvih letih bilo recimo 5 ali celo 6 novih orgel na leto, ne. No, te razmere so se kar precej spremenile, tako da danes nekje 2 do 3 inštrumenti novi na leto se izdelajo v delavnici, ob tem pa se še kakšne 2-3 orgle obnovijo, oziroma vse skozi tudi skrbimo za naše stare inštrumente, oziroma se pravi za inštrumente, ki smo jih sami izdelali in tudi za druge inštrumente, se pravi vedno znova se pojavijo kakšni tehnični problemi, ki jih je treba iti rešiti na teren ali pa neke orgle uglasiti, ne. Tako da to vse pač potem obsega naše delo. Ste med večjimi delavnicami v Sloveniji? Kot rečeno, začeli smo kot sorazmerno velika, ne, 40 zaposlenih je v orglarstvu ena taka kar konkretno velika številka, ne, ampak enostavno se je pokazalo, po svojem je trg narekoval to in po drugi strani tudi če neka delavnica izdela tolikšno število novih orgel na leto, enostavno določene stvari postanejo preveč rutinske, ne.
premalo se mogoče posvetimo nekim zelo specifičnim vprašanjem, ki so povezana z nekimi konkretnimi orglami, ne. Zato je na nek način tudi bila želja, da se gre v to smer, se pravi manjše število inštrumentov v enem letu, pa toliko bolj intenzivna priprava in izdelava teh inštrumentov. Kako pa je z, recimo, če rečem, inovatorstvom, se pravi vsako podjetje, ki na tehnični ravni na nek način deluje, tudi dela na teh področjih, izboljšava? Zdaj, tu je treba pač zadevo z dveh vidikov gledati, ne. Izdelovanje orgel ni nič posebej novega, ne. To je v bistvu stvar, ki se odvija že kar nekaj stoletij, ne. In seveda so v teku stoletij z razvojem orglarstva vedno znova se pojavljale nove tehnične rešitve, ampak se je večinoma pokazalo, da so pač enostavno neka načela orglarstva, ki se jih je dobro držati, oziroma ne poskuša za vsako ceno odkriti nekaj novega, če ni ničesar novega, ne? Če je tu že neka rešitev, ki 100% funkcionira, ne? V bistvu imamo stare inštrumente 200-300 let, ki so bili izdelani na tak način in še vedno stojijo, še vedno delujejo in z tega vidika ni razloga tu zdaj poskušati nekaj na novo odkriti, ne. Seveda pa tudi orglarstvo se ni moglo izogniti določenim novim tendencam, razvojem. Predvsem ima danes v orglarstvu kar pomembno vlogo, posebej pri večjih inštrumentih, elektronika, ne. Gre za to, kar sem že omenjal, sisteme za shranjevanje registrskih kombinacij. No in tu se lahko malo pohvalimo, da v bistvu imamo sodelavca, ki se posebej ukvarja s tem področjem in smo v bistvu razvili nek svoj sistem za to področje, ne. Ste tudi morda patentirali zadevo? Ni to nič takega, kar bi bilo možno patentirati, ampak smo v bistvu na tak način potem ravno na tem področju neodvisni od dobaviteljev, ki pač izdelujejo tovrstne zadeve in pač lahko sami poskrbimo za to področje pri naših orglah. Koliko časa pa recimo nastajajo nove orgle? Govorimo o tednih, mesecih ali kako? Ja, to je v bistvu zelo različno, ne. Če pogledamo, koliko časa mine, odkar v glavi nekoga v neki župniji se utrne ideja, da pa bi mogoče se lotili tega projekta izdelave novih orgel, pa do takrat, da so orgle potem v končni fazi postavljene. Ja, če gledamo to obdobje, je večinoma lahko kar nekaj let, včasih tudi do 10 let, recimo, ne. Ker pač enostavno morajo razmere dozoreti in ta čas se kar dobro izkoristi, da v bistvu tudi nekje razmišljamo naprej, iščemo tiste res najboljše rešitve za dano cerkev, za pač za konkretno situacijo, ne. Kar se pa same izdelave tiče, pa je spet odvisno od velikosti oziroma tehnične zapletenosti samega inštrumenta, ne. Običajno tako, da se pač začne se z načrtovanjem, pripravo načrtov za vse posamezne dele in potem, da so orgle končane, se pravi zmontirani vsi sestavni deli in piščali, zintonirane in uglašene, običajno mine tako, bi rekel, pol leta, ne. Kako pa je z, če rečem, dizajnom oziroma bi rekel industrijskim dizajnom, ne? Ohišje ima pri vsakih orglah svoj zunanji izgled. Imate tudi za to posebne sodelavce, ki se samo s tem ukvarjajo oziroma? Ja, orgelski dizajn je ena taka zelo zanimiva tema, ne. V bistvu je različno, ne. So župnije, ki recimo sodelujejo z nekim arhitektom in potem se zgodi, da pač ta arhitekt da neko idejo, kako bi orgle izgledale. Za večino orgel pa na nek način kar sami poskrbimo. Med drugim se tudi sam malo ukvarjam s tem področjem in pač, da potem pripravljam predloge
za oblikovanje. Včasih smo govorili, da so recimo baročne orgle in podobno. Tudi danes lahko govorimo o takih izgledih oziroma skoraj arhitekturi. Strogo gledano izraz baročne orgle se lahko nanaša samo na inštrument, ki je bil izdelan v obdobju baroka. Seveda pa danes nastajajo inštrumenti, za katere bi lahko rekli, da se zgledujejo po baročnih orglah. Se pravi, tako kar se tiče izgleda same orgelske omare, kot kar se tiče se pravi, mehanike, delovanja inštrumenta, kot tretja stvar, enako pomembna ali še bolj, tudi po sami zvočni zasnovi inštrumenta. Se pravi, da potem govorimo na nek način o kopiji, repliki baročnih orgel ali pa o inštrumentu, ki črpa iz idej baroka, iz, bi rekel, bogatstva idej iz tistega obdobja, in jih skuša na nek smiseln način vključiti v zasnovo nekega sodobnega inštrumenta. Še eno praktično vprašanje, kakšne so cene recimo novih inštrumentov? Kako nihajo, varirajo? To je v bistvu kar eno kočljivo vprašanje, namreč razlog, da se je konec 80-ih letih pri nas sploh šlo v ta projekt ustanoviti lastno orglarsko delavnico, namreč takrat je bila škofija Maribor tista, ki je ustanovila svojo orglarsko delavnico, je bil ravno v tem, da so orglarji iz tujine se izkazali kot preprosto predragi. Že predragi zato, da bi popravljali naše stare orgle, kaj šele, da bi si lahko privoščili nek nov inštrument iz tujine. Žal moram reči, da je danes še vedno tak, mogoče se malo smešno sliši, zakaj rečem žal. Pač sicer sem zaposlen v orglarski delavnici, ampak v srcu sem končni fazi vseeno tudi organist, ki si želi imeti na razpolago v svoji okolici čim bolj različne inštrumente. Tako pa imamo danes malo situacijo v Sloveniji, da je pač zelo veliko število novih inštrumentov, ki pa so bili izdelani v majhnem številu orglarskih delavnic. Ta situacija je v tujini dejansko kar precej drugačna. Tam je več orglarjev, ki imajo možnost postaviti nove orgle. Tako da pri nas so cene še vedno nižje kot v tujini in posledica tega je, da večinoma pač pri nas, oziroma bi rekel kar izključno v Sloveniji izdelujejo nove orgle slovenski izdelovalci. Ampak čisto tako, v kakšnih številkah govorimo? Spet čisto odvisno od velikosti inštrumenta in seveda tehnične zahtevnosti, uporabljenih materialov, recimo, stane ene take nove orgle, bi rekel, med 150 in 250 tisoč evri. Ali malenkost manj, ali malenkost več, različno. Super. No, ene take bomo ponovno slišali in sicer slišali bomo skladbo Allegretto, gre za tretji stavek četrte sonate skladatelja Mendelssohna Bartholdija.
imamo že kar dolgo tradicijo orglarstva oziroma izdelovanja. Recimo, vem, da med bolj znanimi je gotovo Josip Brandl, ki je bil tu v Mariboru delujoč, ne vem, kakih 100 let nazaj. Ja, Josip Brandl je res v bistvu ime, ki je povezano z Mariborom. Gre za orglarja, ki je bil nemškega rodu, pač iz Nemčije prišel in je tu pač ustanovil svojo orglarsko delavnico. Postavil je kar veliko število registrov, kar veliko število novih orgel na področju Slovenije, tudi na Hrvaškem stojijo na njegove orgle, v Avstriji. Postopoma izginjajo. En izmed razlogov je pač ta, da je Brandl izdeloval pnevmatske orgle, ne. Pač en poseben tip delovanja, ki je specifičen, ima svoje probleme, čisto tehnične, ne. In mogoče bi lahko tudi rekel, danes ni več toliko moden, ne. Danes je modno izdelovati mehanske inštrumente, medtem ko pnevmatski, tako dolgo, kot delujejo, jih še imamo, potem pa jih običajno nadomestimo z novimi mehanskimi orglami. To ni vedno prav, ne. Sploh recimo opazujem dogajanje v Avstriji, da tam bolj skrbijo za to v bistvu orglarsko dediščino, ne. Se pravi, in tudi tem inštrumentom dajo na nek način drugo priložnost, ne. Omenil sem, da je pač Brandl prišel iz Nemčije. Dejansko smo imeli pri nas kar nekaj teh gostujočih orglarjev, bi človek rekel, ne. Posebej znan je recimo Janeček, ki je prišel iz Češke, deloval v 18. stoletju in je tudi ohranjenih še kar nekaj zelo lepih, res čudovitih inštrumentov tega orglarja. Potem velja omeniti Alojza Hörbigerja, ki je prišel na slovensko s Tirolske in je deloval tu pri nas v sredini 19. stoletja. Med drugim postavil nove orgle tudi recimo v Opatijski cerkvi v Celju, kjer še vedno stojijo, sicer malenkost spremenjene, povečane. Seveda smo pa imeli tudi pomembne svoje orglarje. Tu je absolutno potrebno omeniti Franca Goršiča, ne. Orglar, ki je deloval v 19. stoletju, v drugi polovici 19. stoletja in postavil nekaj res zelo kvalitetnih inštrumentov, ker pač recimo tudi sami v delavnici smo imeli že večkrat opravka z njegovimi orglami in nam je to na nek način posebna skrb, da poskrbimo, da se Goršičeve orgle ohranijo in seveda obnovijo, da se na tak način omogoči njihova nadaljnja uporaba. Je bilo recimo v 19. stoletju bolj popularno oziroma je bil to en razcvet za slovensko orglarstvo? Težko bi rekel, če je bil zdaj nek razcvet. Dejstvo je, da smo ravno v 19. stoletju imeli celo vrsto nekih orglarskih mojstrov. Delno je šlo za neke te krajevne mojstre v narekovajih, ki včasih tudi niso najbolj prepričali s svojimi izdelki. Ampak, kot rečeno, Goršič, potem kasneje še brata Zupan, mislim, kar nekaj teh orglarjev, ki so res močno zaznamovali slovensko orgelsko krajino. Pa če pogledava še v zgodnejša stoletja, do kod sploh sežejo korenine slovenskega orglarstva? Koliko imam zdaj v spominu, so nekje ohranjeni zapisi o prvih orglah, ki so bile na slovenskem ozemlju postavljene nekje v 15. stoletju, ne. Medtem ko danes pri nas ohranjeni najstarejši inštrumenti izvirajo iz 17. stoletja, ne. Se ve, katere so prav najstarejše? Orgle v Strmci nad Laškim, za njih sklepamo, da so najstarejše v Sloveniji. Ohranjene in delujoče. Najstarejše ohranjene. Zdaj nisem čisto prepričan, koliko so delujoče ravno te orgle. Potem recimo Sveti Primož nad Kamnikom, tudi orgle iz 17. stoletja, ki so bile pred, ne vem koliko let je že od tega obnovljene, se pravi, da morajo biti v delujočem stanju. Oziroma pred nekaj leti je obnovljene orgle v podružnični cerkvi Marije 7 žalosti nad Vojnikom.
čudovit inštrument, v bistvu, tako po svojem izgledu, kot po zvoku, za katerega sicer nimamo podatkov, kdo je te orgle izdelal in kdaj, ampak je res zelo, zelo lep inštrument. Ne. Tudi 17. stoletje. Tudi predvidevamo, da 17. stoletje. Pa če še naredimo samo za zaključek malenkost primerjavo, recimo danes se uveljavljajo tudi elektronske orgle, ali imajo, oziroma kako jih lahko vzporedno damo k tem starim? Ja, elektronske orgle je kar ena taka precej težka tema, ne. Mislim, dejstvo je, da so cenejše, ne. In kar je običajno tisti glavni argument, zakaj se neka župnija ne odloči za nabavo pravih orgel, ampak pač tega elektronskega nadomestka, ne. Tu je pač cela vrsta argumentov za ali proti. Nekje najbolj znan argument proti postavljanju elektronskih orgel v cerkve, ki ga imam v spominu, je tale, namreč nekdanji dunajski stolni organist Planjavski je enkrat izjavil, da tudi nekomu, ki nam je blizu, ne podarimo umetnih rož, pa so lahko še tako pristne po videzu, vse vemo, ne, so rože, za katere v bistvu je človek mora prav potipati, da vidi, da so umetne, ne, ampak kljub tej navidezni perfektnosti ne bomo nekomu podarili umetnih rož, ne. Enako bi lahko rekli, da je pri orglah, ne. So seveda potem tudi čisto drugi razlogi, kot je recimo, ali lahko nek zvočnik na enak način poustvari zvok kot množica piščali v nekih orglah, ne. V bistvu si moramo predstavljati, da je praktično vsaka piščal je, bi rekel, zvočnik za sebe, ne. Se pravi, pri elektronskih orglah gre za posnetke zvokov pravih orgel? Obstajajo različni tipi elektronskih orgel, so pač elektronske orgle, v katerih zvok nastaja na enak način kot pri sintesajzerjih. Se pravi, v bistvu sintetiziranje zvoka, ne. Medtem ko se v zadnjem času bolj uveljavljajo elektronski inštrumenti, pri katerih se uporablja tehnika samplanja. Se pravi, dejansko gre se k pravim orglam, posname vsako piščal posebej in te zvoke potem na nek način programira v te elektronske orgle, ne. Ampak je možno dobiti potem ven ta čar? Imajo elektronske orgle še to? Kakor za koga, ne. Pač jaz vedno znova pridem nazaj do te primerjave z umetnimi rožami, ne. Lahko je to zelo zanimiva in praktična rešitev, ne vem, za nekoga, za doma, za vaditi, ne, kot vadbeni inštrument. Ampak bi me pa kar malo skrbelo, če bi se to v večji meri začelo pojavljati kot neka standardna rešitev za naše cerkve, ne. V redu, najin pogovor je počasi pri koncu. Zahvaljujem se vam za obisk in smatram, da smo veliko zanimivih stvari povedali, ki jih še gledalci niso poznali, tako da hvala tudi za to. Ja, upam. Tudi jaz se najlepše zahvaljujem za pogovor in za povabilo. Hvala tudi vam, dragi gledalci. Za vas smo pripravili še zadnjo skladbo, tokrat slovenski avtor, in sicer Stanko Premrl in njegova Slavnostna predigra.